Živijo, moje ime je Miha in vi poslušate podcast V steni, podcast Planinske zveze Slovenije. Skupaj z gosti se bomo podali na različne plezalne in gorske pustolovščine, podoživljali in delili močne in pristne zgodbe. Zdaj pa prevežte se na vrv, dvojno se preverite in stopite z nami v steno. Čaka vas avantura. Danilo je bil vrhunski alpinist zlasti v 70. letih prejšnjega stoletja. Med številnimi preplezanimi smermi doma ima tudi mnoge prvenstvene. Smeri, kot so Mansarda in Grošljeva v Plani, smer Krivi cedilnik v Široki Peči. Veliko je plezal tudi po zimi, naprimer opravil je prvo zimsko ponovitev direktne v Špiku. Veliko je plezal tudi v zahodnih in centralnih Alpah. Sodeloval je na številnih odpravah v Hindukušu in v Himalaji. Bil je pomemben član generacije slovenskih alpinistov, ki so z uspehi v strmih stenah himalajskih orjakov Slovenijo uvrstili med elitne himalajske nacije. Bil je eden prvih slovenskih inštruktorjev za nepalske gorske vodnike v Manangu. Dan, kot ga kličejo prijatelji, je služboval kot likovni pedagog na osnovni šoli. Umetniško izražanje je pravzaprav Danilu vseživljenjska pot. Ravno tako kot alpinizem. Glavni motiv slikanja in pisanja sta mu življenje in narava v gorskem svetu, ki jih kot alpinist, gorski reševalec in gorski vodnik zelo dobro pozna. Poleg slikarstva in grafike se ukvarja tudi s knjižno ilustracijo, napisal je 2 izvrstni knjigi, Congma je hodil spredaj in Sledovi ptic. Z nami tokrat vrhunski alpinist, ki nam je gore približal tudi z besedo in čopičem, rahločutni umetnik Danilo Cedilnik. Že v osnovni šoli me je impresionizem zelo. Pa me je ekspresionizem bolj privlačil, ki ima globi pomen, ni samo vtis, ampak je nadrealizem. Vedno neko obdobje, tudi življenjsko obdobje, se pa v nekem starosti imaš drugačen interes, se drugačne slike se ti všeč pa avtorji. Kje si pa sploh prišel v stik s čopičem, če tako rečem? Verjetno v osnovni šoli ali doma? Ja, v osnovni šoli je moj profesor, je bil slab sicer profesor. Mene pa zelo nagovarjal, da ne grem naprej. In sem šel pa na šolo za oblikovanje. Je rekel, da sem talent. Pa tudi veselil me je, sej. Ja. Že takrat sem narisal veliko sošolce, pa tako, veš, da sem... Portrete ali? Portrete, ja. Pa sem pa toliko plezal, da nisem mogel iti, da bi šel na akademijo 4 leta likovno, Sem pa rekel, moram čim hitreje, da ga poklica prijat, ker v zvezi s tem sem šel na pedagoško, Sem pa srečo, da so bili isti profesori, Zoran Didak je bil največji teoretik, likovni pa nas, Marko Šušter, taki izjemni, fajn slikarji in tako da smo v 2 letih pravzaprav vse te skovori v 4 letih naredili, Ja. Zelo strnjeno, tako, cele popoldneve smo tam, od jutra do večera smo bili. Mislim, samo iniciativno, par sošolcev pa sošolk smo kar popoldne. En sošolc je svojo punco pripeljal, da smo akt delali, ker drugače je bilo težko dobiti model, pa drago, Tako da smo takrat zelo intenzivno delali, Pa, a je res tako, da se ta talent majčkeno podedva od nekoga, od staršev ali kogarkoli že? Moj oče je izdeloval violine pa harmonike, pa intarzija delal take zelo fine mizarske zadeve, On je bil nedvomno velik talent za ene vrste oblikovanja, Ker tudi moj brat je slikar, starejši. Jaz pa sicer 7 bratov, pa 1 sestro. Ja. Tako da... Skratka, pol si ni mogel to od doma počrpati.
Malo želco. delno siguran, ja. Pa je oče tudi igral na te Igral je inštrumente. harmoniko, ampak vse intarzije, pa to je pol noter, izjemno precizen je bil. Violine je naredil. Zanimiva zgodba, no, violino je zelo težko narediti, ne. Zlasti, če nisi izdelovalec tako. On je preštudiral zadevo in je na roke brusil vse tiste površine, pa so različne vrste lesa, pa vse, a ne, to je zelo komplicirano. In sem jaz Tinet Mihelič rekel, veš, ko je moj fotor naredil violino, bi ti nekaj zaigral na njo, ne. Mi je pol rekel, da mi se to je nadila, pa ene strune gor napete, ne, pa gleda tisto violino, prišel je k meni, ne, Tine. Vzame lok, pa note, pa začne igrati in igra, tu so začele solze dol teči. Je rekel, za vsak orkester je dobra. Je rekel, za solo je mečken mogoče nizka, ampak je rekel, za vsak orkester je bila. Tine Mihelič je bil namreč, bo rekla, resen glasbenik, ne, v filharmoniji je igral in tako. Seveda, profesionalen. To je bilo zanimiv dogodek, no, tak lep dogodek je bil, ne. Mi dva so zelo fajn prijatelja, veliko smo skupaj sodelovali, ker je on delal vodnike. Jaz sem pa risal, ne. Pa z Mašero pol, ne, Andrejem. Tako da, pa skupaj so plezala se. Pač smeri. Z očetom ste otroci tudi menda veliko hodili klele okoli Guncelj, od koder sicer prihajaš. Ja, seveda. Veš kaj, naš glavni cilj tak delač je bilo, ko so bili manjši, Katarina, ne. Ja. Ker tle greš lahko, tle peš na Katarino, ne. Sam če preborme smo še dol, pa spet gor, ne, pa tako. To smo pa radi hodili na take izlete, ja. Kantel pa niti ne, doma, ne. A ste šli tudi na Šmarno ali pa na Grmado, tam čez Skalovje? Ja, na Grmado med čez Turanc me te prvič moj starejši brat pelal. In sva lezla tam gor in seveda mi je bilo tako zelo všeč, ne. Koliko si bil to star? 10 let po mojem. Si začutil skalo? Ja, postolovščina, veš kaj, mi smo ogromen. Ni pa televizije, nismo imeli televizije, nič tega, ne, in smo vsak popoldan zvečer smo se nabrali tam na vasi in je bila taka raveri, žandari pa tako, ne. Pa v gozd smo pa mogli, pa nas je huda revščina, ne. Okrog 10 kubikov lesa drv, 10 do 12 kubikov za čez zimo smo mogli sami nabrati v Majni, ne. Smo imeli en voziček, pa smo žagali suhe borovce, recimo, pa dan vozili in to je ena postolovščina za nas, ne. Dneve in dneve skozi po gozdu pa dan vozili les, pa še te inšpektori so nas preganjali, ne. Ja. Čas ni v gozdu, nič ležali, veš, si mogel kar posekati, kakšnega suzga, je bil suha, ne. Ker so kmetje vse imeli pospravljeno, zdaj pa posod vse leži, ne, kakor češ. Pa barovnice, veš, če sem hotel imeti copate nove športne, sem mogel zaslužiti jih, ne. Sem barovnice nabiral cele dneve, to je bilo maj, juni, ne. Pa smo jih pa nosili tam v Šentvid in so odkupovali, ne. Pa so bile, morali biti take lepe, ne pretresene preveč. Ste jih prebirali doma? Samo to se nam je vse zdelo kot otrokom, se nam je zdelo postolovščina, ne. Ja. Kdaj te pa zanesel pol v planine, resva, najprej? Najprej sem še tam pri enih 17, hodil sem že prej, ne. Z enim profesorjem iz srednje šole, je bil iz Jesenic, me je povabil, da greva na stol, enkrat sva šla, ne. Pa je videl, da jaz kar z veseljem grem, ker me je še učil, ne, v srednji šoli. Pa za 29. november rekel, da bi šla na Krn. To da pa v eni knjigi sem to opisoval, ne. Mislim, sva pa za las odnesla, jaz sem izmrznjene noge takrat.
so mi hoteli najprej imputirati nekaj, pa so pa zdravili. Budale, totalne, ne veste. Ja. Ker so prišla, spala sva na zavetišču na Bogatinskem sedlu, ne, bil takrat še mal pokrit. Pa sva šla pa drugi dan, sve pa snežili, ampak mi dva kar naprej do Krnskega jezera, pa je pa toliko snega že pal, da sva rekla, da je bož, da greva nazaj, ne, ne da bi šla v Lepeno, sva nazaj rinila in sva se zgubila tam, pa takrat je kratek dan, ne, takrat bil 5 že tema. In so v enih zametih obtičala tam pod Bogatinskem sedlu. Jaz sem mu še take slabe čevlje, da sem mu malo odprte na en stran. Res. To so take. A pa smo kdaj kasneje mogoče kaj posledic zaradi tega? Par let me je, ko je bil mraz, me je bolel malo, pa zebal, tako mislim. Je bolj občutljiv, ne? Ja, pa počasi pa to izvenelo. Kje si pa... Pa nohti so šli dol, pa leta in leta. No. Pa novi zrasli, pa spet dol. Plezati si pa začel kdaj? Tam 18, 19, videli smo, mi smo pa večkrat šibali čez Turec na Grmado, pa taka, ne. Enkrat smo videli, da tam plezejo, ne, ker sem je plezalno šolo, ne. Pa smo malo tam gledali zraven, pa poslušali. Peter Janžič je takrat tam bil. Pa smo rekli, če bi lahko malo zraven probali, je rekel, da ne pridemo na Matico, ne. Pa smo pa res začeli, ne. Pa Tonač je bil tam, pa taki. Jaz sem pol veliko bral. Že takrat sem bral Hermana Bula, pa to sem že vse. Pa sem pa Tonač me je vzel, ko sem bil še čist pripravnik, začetnik, prečenje Triglava za 1. maj. Od Pokluke čez Triglav, Stenar, pa na bivak 4, pa več dni, ne. Deve, super, ne. Je rekel, čim manj hrane, je rekel. Ni treba se nažirava, tako čist malo vzem, ne. Jaz sem za vsak čaj kar nekaj vzel, no. Ker on je imel res malo in Zasko je imel papir zavito in 3 dan so tisti papir požrla, ki je pasne. Zmanjka, stala to klačna. Pa sem pa prišla na bivak 4, tam so bili pa Krivic, pa Šrauf, pa Varjon, pa Marička, Hlavati, zdaj se piše. In je lih so prišla, kuhala je en pasulek vajim, oni so plezali, ona je pa kuhala na bivaku. In vsi so se zmrdvali, da je za svoje, pa da je za nič, a veš. Mi dva, pa ti zgnedva. In rekel, ta vi dva. In jeva, Marička pa zrasti, pa, a vidite, koliko je dober? A vidite, koliko je dober? Saj so lišne zgodbice. Sta kaj pusla za njih. Se niso hoteli jesti. A se spomniš, kje so plezali? V Stenarju. Stenarju. Einslov stebr. Od Mojstrčanov smer, ja. Ja, tam sem jaz Konavarjem lezel brojno raz. Aha, okej. To je pa zame bila čas, da me je on vzel v sabo. Jaz sem naprej lezel skozi. Ja. No, ampak sej verjetno si mogel biti kar perspektiven, da si prišel na radar tehle starešin matičarskih. Ja, po 2 letih sem bil sprejet že, no. Pa naslednje leto smo šli pa že v Hindukuš. Ja, sem bil še čisto zelen. Vmes sem lezel v Matterhornu. To si z Vikijem plezal, ne? Grošljem? Tistem kasneje smo severno steno. Aha. Takrat sem pa iz Binetem Mlačem, sva lezla Furgent v Matterhornu pa Cmut. Grebeni so to, ja. Ja. Pa vzhodno steno. Pa še tam v Denderenu, neke stvari. To so bila začet 70-ih, konc 60-ih. Tam enkrat pač, ne? 70, 71, ja. Že to so mogli biti kar odpravce.
Ja, takrat je bilo to priprave, cele mesece smo se pripravili za Šamoni, recimo, pa to, ne, itak. V Hindukuš sem pa bil pol, Marjon je bil takrat pri vojakih, ni mogel iti, Košir, pa Krivic, pa Šraufi, smo je cela klapa, taka fina. Da vode je bil Štablaj, Lojze, malo težek človek je bil. Ja? Zelo. Zakaj? Ja, ni bil prav fajn. No. Vam je težil? Težko bi ga nakratko opisal. Ne. Bil je zelo malo grob, no. Pa zajebanski tak. Pa. Mene, 2 meseca preden smo šli v Hindukuš, sem bil v Tamarju, sem nekaj lezel, pa sem pa nekaj zmenil na Vršiču, on je šel peskatro iz Tamarja tudi na Vršič, pa sem rekel, me peleš, ne? Je gor, čez Sleme se gre, rekel. A res? Pa sem bil že član njegov odprave, pa sem šel peš čez Sleme na Vršič. Pa Okay. zmatran sem bil. Kar pove. To je to, ne? Bila je pa to tvoja prva odprava, 1970. Prebral sem, da ste šli s kombijem pa s katrco Ja. iz Slovenije čez... Ažman je bil, ja, Tomaž Ažman je bil zdravnik, ne, je bil izjemno lep, fajn človek, no, on je pa vse umor naredil. Ojoj. Ja. Veliko pijače je bilo, pa ne opol, pa nesrečno življenje. Krasen človek, res. Ja, najprej so nas cepili z gamma globulina mlagom v rit. En dan prej smo šli, to je za nasplošno odpornost, bo takrat. In drugi dan smo šli v Beogradu na njihov plevinski savez, smo se impalali, pa smo bili zmenjeni, da se tam oglasimo. Smo imeli napis Hindukuš, odprava, nekaj tega, pa vsi smo tako šepali, ker nas je red bolela. So se komaj Vožne. vlekli. Že v Beogradu. Je kašni se pa prišli v Ne, se pa je Afganistan. to izvenel, ne, ampak Ja. 2 dni pa fajn bolel tisti. Aha, ja, zaradi To so tega, ok, razumem. Karikature. Ja. Ja, potovanje je bilo bolj navarno, kot pa v hribih, ne, mislim tam. Kamele po noč na cesti, po noč nismo več vozili, ne. Ker ne osvetljen, pa kar enkrat, kakšne čreda oslov ali pa kamele, karkoli. Pa smo cel dan vozili, zvečer pa zalegali tam kakšni poščavi ali karkoli, ne. Ja, to je bilo kar. Sam bi pa mogli biti malo romantike, saj če danes Ja, tako saj mi smo, to ne. gledamo. Ja. Se pa drugi smo še tudi s kombijem, to da pa Ja. 79. Ne? Ja. Zares se v Sloveniji, se mi zdi, zelo malo ve o teh motoriziranih odpravah v afganistanske hribe. Ja, lej, Pa jih je bilo kar nekaj, ne? ja, ker moji strančani so šli na isto ravnal, ne, da je ta Kofer umrl, ne, Ja, zaradi prometne nesreči. Ne. In potem so šli tudi, mislim, da na Napurno 40, takrat s tovornjakom šli, pa ne vem, kako je to, se ne spomnim več dobro, ampak to so imeli kar hude prigode, ne. no pa tudi že kjer je bil tudi Mikec 68, pa se mi zdi, da je bil Konaver vodja. Ja, To je bila prva odprava, tudi ne, v Hindukuš. Prva odprava v Hindukuš je bila to, ja. To so bile kar, mislim, mi smo vozili 10 dni do Kabula, ne. Pa še iz Kabula je bilo treba čez Salang pas pol v Vahan, ne, gor. To je ta ozka dolina takrat je bila Sovjetska zveza, takrat smo mi tudi napadali Sovjetsko zvezo. Ta je naš zvezdni oficir, Ja. če znam udaril, smo kamene metali v nas stran. Pa naprej pa Kitajska, ne, tam vmes med Pakistanom, Sovjetsko zvezo pa Kitajsko. In to so bili izjemno divi kraji. In tudi tam ceste se je videla, pač, ko je bil kakšen klanc, smo malo dol skočili, da se je lažje izvozili čez vode, ne, čez reke, smo pa večkrat obtičali, ker v kakšnem pesku, ne, pa to. Pa so nas pa ven vlekli, kakšni tovornjaki, ki so jih meni prišli, pa.
Ni bilo enostaven tisti. Smo uživali, ne? Ja, si predstavljam. In prišli v Kabul, pa pirologija, potem pa naprej v hribe. Moram pa reči, na bazari so nas zelo prijazno sprejeli obakrat. No, prvič je rekel ambasador, je rekel, avde v Pakistanu. Pa v Afganistanu je bil ambasador, ne. Ja, Zamešal. a res. Star Senilc je bil, imel pa krasno ženo, pa hčerko. In ta drugič so bili pa sploh izjemno taki, so bili pa fajn diplomati in so nam kar marsikaj pomagali, ne, tudi pri dovoljenjih pa tako, ne. Ste bili pa tudi zelo uspešni, ne? To je bila tvoja prva taka odprava v visoke gore. Ja, Splezali ste kar takrat nekaj. na prvi Hindukušu sva s krivicem zlezla prvenstveno Kišmikan, ne, takrat smo mislili, da je visok 7200 metrov, ampak kasneje so ga malo znižali, točno ne vem, koliko je bil visok sploh. So na ovo smer splezala, eno zelo lepo, potem pa še ostali za nama, pa dve poravitve na take visoke vrhove smo naredili, plezalne smeri. Na drugem so pa z Vikem Grošljem, pa z Bašlinom, smo pa kot naveza veliko skupaj plezali. Na Nošek smo na 7500 smo prišli v 7. dan od prihoda v bazo. Pa še tabore smo postavili, ne. Smo bili tako fajn naviti takrat. Pa ste na vrh Nošaka, vam je uspel priti? Ja, Zoko je šel na ta glavni vrh, mi dva pa na tega stranskega, ki je mečkar nižji. Ampak smo bili pa zelo višinska bolezen, pa to nas je kar fajn zdelavali, mi smo imeli v planu, da postavimo tabor 3, pa se vrnemo, ampak smo se fajn počutili, pa smo rekli, probajmo, ne, da smo se zašipali gor. Pa drugi dan, ko se je bilo treba dol prijeti v dolino, kar trajale, ampak se je splačalo. No, zdaj, mogoče samo za eno časovnico, ne? Če je bila prvi Hindukuš 70. leta, je bil ta 79. vmes, se je pa zgodilo še kar nekih odprav, tako da na ta drugem Hindukušu si bil ti že zelo izkušen visokogorski alpinist, ne? Ja, izkušen, ja, v narekovajih. Izkušnje so, ja, veliko pomenijo, ampak vedno so neke situacije, ki jih pa ne pričakuješ, ne, ampak ja, 72. leta me je Kunaver povabil, oziroma sem kandidiral za Makalu. Potem 74. sem bil tam škarjo na Kangbačnu, pa 75. pa ponovno Makalu, ne. To se je pol kar vrstil, tako zaporedoma so bile odprave. Samo, če še majčkeno se sam še vrneva na Hindukuš, na to tudi opisuješ, oziroma si tudi že govoril o tem, da ste pa na ta drugmu, ne, na začetku ste si opisal prigodo na Nošaku, ne, ampak potem na ostale vrhove, saj na enega ste tudi splezali novo smer, ste pa že spakirali nahrbtnik in šli brez postavljanja taborov. Takrat je ta alpski stil začel prevladovati, ne, ker včasih še ta leta 75 Makalu, to so klasične odprave, ne. Vsi smo garali, da bi en prišel na vrh, ne po navezah, ampak za skupni cilj, ne. Kasneje se pa to seveda zelo spremenilo, ne. Ja, takrat smo se v bazi odločevali, ko smo prišli na Nošak, ki je bil glaven cilj, pač Nošak, da gremo vsak po navezah okrog, ne. In mi trije z Bašlinom smo splezali v Gumbeze Safe, to je krasna nova smer. Potem sem pa z Vikem sama šla še eno novo smer, na en 6000 Aspesjah, pa prečla ves greben, pa bivakirala, pa naslednji dan pa še na Aspesafet. To so taki fajn, lepi 6000. Tako da takrat smo res veliko splezali v tistih 3 tednih, ki smo bili tam, ne. Sam je skozi v pogonu, tako da.
z Vikijem si veliko plezal, a je k tem pripomoglo tudi to, da mora biti klele nekje skoraj tvoj sosed. Saj točno ne vem, ampak je od tukaj nekje, ne? Mi smo bili sosedje 20 metrov narazen. Celo tako. Ja, samo Sodovnak je bil vmes in tudi z njegovim bratom, ko sva začela skupaj plezati, Viki bil mlajši, ne, pa se je pa pridružil. Smo se skozi vse življenje od majhnega, smo se igrali skupaj, sosedov otroci, ne, pač ni bilo televizije pa tega in smo samo se preganjali okrog, ne, kar je bilo fajn. Tako da pa sva pa najprej z bratom, ne, smo veliko plezali skupaj, kasneje pa tudi z njim, ja. Pa do odprave smo šla pol skupaj, ne. On je bil 75. najmlajši član odprave na Makalu. Tako da smo bili zelo povezani celo življenje. Si pa omenil tudi Vikijevega brata, da sta plezala skupaj. Ja, Silvo Grošelj je v Franciji, na Čemorijan gor, je bil prvič v zahodnih Julicih oziroma v centralnih in je v enem previsu pač v obisu na vrvi in tisti, ki ga je spod varoval, je počasi ugotovil, da se ne odziva več in je pol preživel zelo hudo noč in je naslednji dan splezal čez njega, se mu je bil nekako zelo najprej hotel dol skočiti, pa ne vem kaj se, ampak je pol tam naletel na ene Francoze in jim je nekako pokazal, da je njegov kamerad umrl in potem so ga odpeljali dol in so tudi pol Silvata so pol reševalci gorski ven dobili iz stene, tako da so ga pripeljali v Slovenijo. Ne. Ja, to je bila žalostna zgodba in takrat je Viki staršev obljubil, da bo nehal plezati. Seveda pa ni mogel nehati in je imel pri meni vso opremo skrito. Ne. Je tako, kolo se usedel, da gre malo okrog, ne. Pa je prišel k meni, pa sva šivala na Turanc, pa kaj splezala, pa je pa prekolesaril nazaj domov. Počasi so pogruntali tako, da se ni ustavilo. No, pa se mi zdi, da smo marsikateri alpinistke doma, vsaj včasih, kakšno zgodbo plezalno doma starša malo prikrojili, da smo jim prišparali kakšno skrb, nam pa težave. Ne? Seveda, jaz se spomnim, ko sva s Krivicem pozneje zlezla direkt v Špiku. Ne. To sta bila prva ponovitev. Prva, ja. In je pisal v časopisu, ne. Jaz sem se pa doma zlagal, da grem nekam smučati. Je pa Savenc objavil, seveda, en dolg članek, pa fotografija je bila pa tak. In so že vedeli, da marsičesa ne povemo. Ne. Ja, takrat je bilo to zanimivo, ko so prišli skozi, ko so te drugič spale so pod steno, pol v steni, pa na vrh. Tretjo noč. So prišla v enih 10-11 na vrh. No. In sva proti jutru sva odmaširala dol in sva skozi govorila, da greva na Kranjsko goro. Ne. In sva dol se stopala do Amerike in sva naročila vsake eno pivo in nisva mogla spiti. To je zanimivo. Vsak pol kozarca pa nisva mogla več. Pa sva šla pa štopati, pa mraz je bil. Pa čista bila taka, ampak na srečo nama en vendar ostal, taka prezebla sva bila, pa malo strgana. Pa. In je vzadej sva sedela z ruzaki, pa takoj zadremala. Slišala pa sva pri poročilih, šofer ni vedel, da sva splezala, ker so pa na srednjem vrhu te fenc, pa te domačini, tam so pa skozi gledali, kje sva. In videli so baterije pol zvečer in so videli, da so prišla do vrha. Ne. Tako da so že vedeli in so objavili pri poročilih, da so splezala Špik. Šofer najlepo pelil, mi dva sem samo spogledala, pa prekinkala. Tak. Zanimivo. Takrat, ko si mlad, so te zadeve tako, me grade, ne. Ampak
tako mogoče si je danes težko predstavljati to pozornost, ne? Ker če si rekel, da so iz srednje vasi, to je namreč vas nad Martuljkom, kjer je verjetno najlepši razgled na Martuljko v skupino, ne? Da so to spremljali in da in opazovali tako. Ja, takrat je bilo to kar znamenito, veš, slišali so, da smo vstopili v steno, ker 2 dni kasneje so pa Belak pa Košir so pa vstopila, pa še, veš, je bil Marjon, ja. So pa vstopili v Krušičevo v Špiku, ne, so jo tudi splezali, ne. Tako da so vedeli, da se veliko dogaja v tej steni takrat, ne. No, se je tudi tako kultna stena in tako kultne smeri, to je moglo biti še posebno pomen. Zgodovina direktna je izjemno zanimiva, ne. Seveda. To je bila takrat svetovna, ko je ženska splezala. Ja, Mira Marko. Ja, to je res. Prej, ko si govoril o Vikiju pa Silvo Grošelj. Silvo Grošelj, ja. Mi smo rekli Metod, ne. Metod? Ja, to je čisto čajno. Enkrat smo se v šolo učili v Cirilu, pa Metoda je na pamet znal cel odstavek, tam se je zelo naučil, pa smo ga malo zafrkavali, tako da smo se Metod rekel. Pa se ga je pa rijel, ne, tak ime. Ampak njemu v spomin sta pa s Krivicom splezala pa spominsko smer, v Plani. V Plani, ja. No, te se vidi, Krivic je bil nekako vodja teh mi smo se imenali peronospore, ne. Ja. Ker ne vem, kdo nam je to ime dal, ampak enkrat smo tam po enem plezariji smo vinček pili na Rjavčev koč, ne. In smo rekli, da smo uničevalci vinske trte, ne. To je peronospora, tako je ime ratalo, ne. Ampak hočem reči, Boro Krivic je bil iniciator velikih vzponov, ker je zelo dobro poznal, ali je naštudiral zadeve, ne. In je videl, da v Plani je bila ena smer ali 2, ampak ne tam, ki je najvišje pa najtežji. In je res, jaz nikoli ne bi pomislil, da se v Plani da kaj dobrega splezati, ne. On je pa poznal. In sva šla in točno tam, ko so nekako predvidela, da bi šla smer, sva tudi prišla pol čez to smer. Jaz sem to pred leti in smer tudi recimo splezal z Gregorjem Mikličem in se spomneva, 2 mesti sta bili na prostor, pa za nas takratni nivo še kar sitni, okoli 7 recimo. Imam pa v spominu, da so bile zelo zanimive železne formacije zabite tam not po tistih poklinah. A imaš to kakšen spomin, a sta to vidva nabijala not? Se mi zdi, da so bili odrezki taki od Felten. Ja, tako je, od koles. Namreč naš prijatelj, Brane Komac, je delal v Rogu, ne. Ja. In je tam tiste ostanke od Felten, ne, jih je nabral. Tam so, sedaj se ne spomnim, so lukence že bile, za opet noter v ponko, ampak, ali pa smo jih mi pol vrtili, ampak so bile fajn za kakšne dolge razpoke, ne. Kot neki profilci, ne? Kot neki profili, in če si ti snot zabal, je to zelo dobro držalo. In naj omenim to, da ko so lezeli Droate ali Freneje v Franciji, so me tudi to sabo, Krivic pa Marjon, pa Košir. In kasneje, malo za njimi je Mester ponavljal njihovo smer in se je samo čudil kot te kline. In je pol v Ensi v šoli spraševal, kje so te kline dovolj, ne, da je pa zanimivo. Ja, pač takrat smo, pa jeseniči ne smo imeli, te jeseniči niso bili težki, ne, to niso bili titana, pa taki specialčki, ampak so bili pač taki grobi klini. Ampak drugih pa ni bilo, ne. Sicer nekaj smo jih potem dobivali, smo švercali iz Avstrije pa iz Italije, ne. Drugače pa kar težki rugozaki so bili zaradi opreme, ne. No, saj to so tvoji, bom rekel, sodobniki skozi, ne, se že veliko, se je tudi pisalo že o tem, pa govori se veliko o tem, kako je bilo težko do opreme prijeti, pa tako. Ste pol mogli malo improvizirati, ne. Ja, zanimivo je, ko so mi pravili, Janez Dovžan pa Janko Jažman, moji super dobri prijatelji, so pravili, da so enkrat z Dolancem se pogovarjali v eni družbi
Pa so rekli, da rabijo za eno odpravo, mislim, da je bilo za Istro, ali kaj, da rabijo filme, pa ne vem kaj vse, za diapozitive, pa opremo. Veš, kaj je rekel, tam najvoča s karavanke se gre, rekel. Aha. Torej, stane dolanc, da ne pač prešvercev. Ja. Se mislim, da jim bo pomagal, da bi nekam telefoniral, pa bilo vse urejeno, ne? Je poslal peš čez švercati. Ja. No, on je bil namreč, ne, pa me boš dopolnil, recimo temu zelo pomemben slovenski politik v tistem obdobju. Ja, izjemno pomemben. Ki je pa imel menda, vse to pa se je še kasneje vedel v Martuljku vikend, ne, pa so se mogoče zaradi tega poznali, ali kako. Ja, verjetno so nekaj pač skupaj. Ja. Drugače je pa tak, mislim, no, moje mnenje o njej bom jaz kar spustil. Zadržal. Ja, tako. Če se še malo na planjo vrneva, tam ima še eno smer. Mansarda. Mansarda, ja. Mansarda sva dala ime, ker sva malo, kako bi imenovala, ker so pod enem čist pod vrhom, ki je nestopna rampa, sva bivakirala in tako jedna taka strehca je bila, so rekla, da je kako eni mansardi, da sva pod streho gor. Ja, takrat je bilo tako, da so te stvari videl cenila iz 6. stopno, ne. Ker takrat, če bi rekel, da je to 7, bi se vsi smejali, pa kot nihče ni te ocene dal, ne. 6 plus je bilo tisto najtežje, kar je možno, ne. In zato je tudi klasična ocena bila 6. Ponavljati so rekli, da je to, ne vem, koliko 7, vse sorte so pravili, pol, ne. Mene Marko Prezelj me zadnjič klical, ki je enega vodil tam čez, ne. Je rekel, je fantastična smer, tako, zelo je bil navdušen, ne. Ja, to je, ne, zdaj verjetno zaradi tega tudi, ker je Mihelič v svoji, ne, knjigi uvrstil med To najlepših Tako. oziroma sponov. je verjetno tudi z tega bila bolj plezana, je pa vsekakor zasluženo tam, ne. Tudi jaz sem jo 3-krat plezal, sicer enkrat sem jo moral jeti zaradi šolanja in tako naprej, ampak se spomnim, je bilo zelo lepo in tudi zdaj se spomnim tiste tvoje strehe, ker potem je pa taka v bistvu prečenca, gre tako desno ven, se izpleza ven. To bi mogoče omenil pred te Grošljevi smeri, ne, Metodovi smeri. Je dobilo zelo slabo vreme po enih 6 raztežajih, ne. In so bivakirala in je po noč začelo snežiti. Bila so pa nesrečni polički, ki na najkren slab malo teku, pa tako, da so bila popolnoma premočena. In so potem drugi dan abzajlala, ne, sva se spustila dol. In potem prišla do ceste do Vršič in noben nama ni vstal in sva hodila, par centimetrov snega je bilo tudi, no, ampak nič hudega. Hodila do Rjavčeve koče, totalno izčrpana že, ker je ko bi, če si dolgo v vodi, ne, potem koža nastane taka gubasta, čisto bila 2 utopljenca sva zgledala. In so prišla na Rjavčevo in ta skrbnica Kristina rekla, ja, Ježeš Marija, kakšna pa stane. In nama je pa nesla svoje spodnje hlače, pa od svojega moža spodnje hlače, pa vse spodno perilo, da so vse skupaj dol zmetala in se preoblekla v suho, ne. To moram reči, da te skrbniki včasih so bili izjemni, ne. Ja. Tako da imam lep spomin na to. Ker pa že glih v teh tvojih smerih še eno poznam, ne bom rekel, da je toliko dober, ampak sem tudi s Gregom Mikličem sva šla enkrat za Akom in sva prvi dan plezala Škorpijon, eno smer, to je bila kasnejša od Frančka, se mi zdi, če se ne motim. No, ta drugi dan sem si pa jaz zamislil pa tvoja smer, torej Krivi Cedilnik. In sva not vstopila in 2-3 lažje raztežaje, potem je bila pa en tak kot, zelo krušljiv, ki je pa naju ustavil. Ni bilo nič not, tega je bilo, ne vem, mogoče največ 10 metrov ali pa verjetno še manj, ampak zelo krušljiv, zdelo se nama je zelo težko in nekako nisva upala tisti na frej zlest, ne. Potem sva nekaj zaprobala zabijati, pa nisva imela dovolj in sva se obrnila in šla dol. In
nisva splezala. Ja, ta spodnji del je zelo zoprn tam. Ja. Kaj višji gor je pa dobra skala. Ne. In tam je bilo, jaz se dobro ne spomnim, ampak vem, da sva ogromno tvegala, da sva čez prišla, z raznimi manevri. Pa treba bilo kar nekaj metrov naprej splezati, ni bilo druge variante. Višji gor je pa dobra skala. No, tam sem jaz tudi, prvič, ko sva šla noter, sem tam tudi en kamen dobil na ključnico, sem se imel počeno, no. Tako da sem mogla se spustiti po vrvi dol, pa bivakirati celo vmes. Naslednjič sva pa pozno jesen, je bilo zelo toplo, oktobra, zelo lepo vreme, sva pa splezala vso smer. Tako da je, ampak ni prijetna, no. Saj spodnji del pa res ni prijeten. Ne. Treba je še enkrat, kako se reče. Takrat, ko si ti začel več plezati, ne, torej v teh začetnih 70 letih, ste zelo veliko začeli po zim plezati, ne, upravljati zimske ponovitve in tako naprej. Te bi rekel, da je bil pobudnik pa bolj Stane Belak bolj. On je pa hotel po zim, res, po zim se je malo plezal, Uroš Župančič je plezal po zim, recimo, pa kakšen tak, ampak drugače pa malo. In je Šrauf Belak je pa imel vizije takrat, kaj vse bi mogli po zim splezati in je tudi pa veliko tega uresničil. Ne. A se kaj spomniš mogoče, kako ste pa bili v tistem času, kaj seznanjeni, kaj se sicer po Evropi, po svet dogaja v alpinizmu? Ja, takrat že kar dobro. Ker pri Savencu smo dobili ogromno informacij, on je imel naročen alpinizmus, pa je imel naročen ameriške revije, pa tako, ne, razne nemške, avstrijske. In smo takrat veliko pač od njega dobili informacije in tudi objavljal je, že aktualno objavljal, kaj se je splezal kje, ne. Ker v Planinske vestniku recimo se je bilo pol čez eno leto objavljen, karkoli je bilo. Ne. Tako da takrat smo že kar dobro vedeli. Ja. Pa tudi smo že znance v tujini, v drugih alpskih državah in so nam kaj sporočili, pa tako, kakšne so razmere. Tako da potem je, takrat v večernosti vlamo opremljala pa zelo slaba, ne, še v začetku. Proti tem, ker še ni bilo frendov, pa vsega tega. Ja, no, pa tudi orodja, ne, cepini. Orodje so bili klasična, ne, ja. Na Makulu sem jaz splezal še z bajlo, pač tisti raven ročaj pa tako, ne. Ampak potem je pa oprema se je zelo hitro razvijala, ne, takrat se je pa zelo hiter razvoj bil, tako da smo čisto zadnje leta, ko sem še bolj aktivno plezal, smo imeli pa že bolj moderno opremo, hvala Bogu. Ne. Jaz sem agronom v osnovi, ne, pa pri vinogradništvu, ne, pa pri bolezni rastlin smo veliko slišali o peronospori, ne, in najpogostejši bolezni slovenske trte, ne, saj včasih tako rekli, tudi danes mogoče tudi kaj drugega, ampak daj mi vseeno majčkeno povej malo več v temle neformalnem združenju. Koliko ste se potem znotraj tega dejansko zbirali, družili, plezali? Jaz bi lahko rekel, da sem imel srečo, da sem prišel v to družbo. Je bilo pa zelo slučajno, enkrat sem bil pozimi na Rjavčevi koči in zjutraj sem šel solo, uro šel grapo plezati, zelo pozimi, sredi zime in sem dohitel dva plezalca. To je bil Brane Komac pa Boro Krivic. Se ni dohitel in sta me malo tako čuden gledala, en tak skok vmes, pa sta rekli, če češ, se lahko zraven navežeš, ne, ali boš sam splezal. Sem rekel, ja, ok, če smo že skupaj, pa pojmo na en štrik. In smo skupaj splezali, pa smo se pa zmenili za naslednji vikend, da se spet nekaj dobimo na plezariji, ne, in tako sem prišel v to druščino, ne. In mi smo se potem dobivali enkrat na teden pri mraku v gostilni v Ljubljani. Mitja Koširec je prišel iz vlaka iz Jesenic, vedno znova, in tam smo sedeli, spili kakšno pivo in naredili načrt za vikend. To je bilo sredi tedna in smo
to druženje je bilo zelo koristno in smo imeli en kup idej, vsak je imel kakšen predlog in potem smo to uresničevali, ne. Tako da sem vesel, da sem v tej družbi in ta družba mi je pravzaprav ogromno dala, ne. Ker jaz sem bil najbolj začetnik v tej družbi, oni so bili že par let plezali, tako da sem jim zelo hvaležen. A lahko našteješ, kdo so bili to? Kdo ste vse bili Ja, Boro člani? Krivic, Stane Belaka, ne, Marjan Freda, Mitja Košir pa jaz, ne. Kasneje smo povabili še zraven Matija Maležiča, in kasneje se je včasih tudi pridružil Lojze Šteblaj, ne, kot mnogo starejši, ne. On je takrat ne več plezal, ampak tako, ta druščina mu je pač bila všeč, ne. Ja, in to so bili takrat, ta družba je takrat v slovenskem alpinizmu špica, ne, vrhunec. Ko je pa par let kasneje, recimo, je pa kar enkrat smo pa mi ugotovili, da je na raznih centrih po Sloveniji nastalo ogromno izjemnih plezalcev s hudimi uspehi. Recimo, ko so splezali Eiger, ne, takrat jaz se spomnim, Belaka, ne, je bil silno nesrečen, ne, da ni on ta prvi, ki je šel Eiger. Aha, ko so prvi Slovenci. Ja. To so bili tam Koroške. Ja, pa iz Velena, pa iz tistega konca. No, hočem reči, da takrat smo pa dobili obvestila, da fantje tudi drugod plezajo zelo, zelo težke smeri, ne, in kar enkrat niso bili več te glavni, ampak to je logičen razvoj, ne, seveda. Dušan Kukovec, ne, pa ekipa. Ja. No, takrat se je pojavil tudi Franček Knez, recimo, kar enkrat smo že slišali o njem, ne, take čudovite zadeve in tako da je pa Kozjak pa vsi tega, ne. Ja, a ste mogoče malce navdiha dobili tudi pri Mojstrčanih, pri Vevericah, ker so bili tudi, ne, združba. Oni so bili pa podobno, ja, izjemno uspešni in tiste njihove smeri so bile fantastične, tudi v centralnih Alpah, tako da sem vesel, da smo kasneje, ko so bili skupaj na odpravi, postali zelo dobri prijatelji, no. Ja. Res, in se še zdaj obiskujemo in debatiramo in obujemo spomine, ne. To je pa tudi ena posebna vrednost alpinizma, a ni? To prijateljstvo, Ja. ki se spostavi. Je pa zanimivo, z vsemi, eni so bili soplezalci, pa fajn fantje, z enimi si pa pol ostal prijatelj, ne. To je pa gre čist za drug odnos človeški, v bistvu niti ne vem zakaj, ampak eni pa si bolj simpatični. Z enimi sem pa veliko soplezalcev sem zamenjal, ne. Ampak včasih gre samo za dober vzpon, včasih pa pol navezanost do konca življenja v bistvu, ne. Se obiskuješ, si pošlješ za rojstni dan pa tako, ne. To pa neki drug odnos. Torej, če si rekel, si z mnogimi plezu, včasih pa tudi pri sebi mogoče vidim, jaz sem recimo težje z resnejše vzpone, pač za moj nivo, ne, šel z ljudmi plezati, ki jih nisem poznal. Tako da zares za tisto, kar sem jaz težje splezal, sem imel recimo nek svoj krog soplezalcev. Mnogi grejo pa, vsaj v narekovajih, lažje tudi z nekom, ki ga mogoče niso toliko dobro prej poznali. Ja, to je zanimivo. Jaz sem, največ sem plezal težke smeri s Krivicem, ne. Sva se super ujela, ne. In to je tudi pomembno, ne. In pa zaupala sva si popolnoma, ne. Seveda tudi z Marjonom pa s Koširjem, ampak pa z Belakom, ne. Tudi prvenstvene v Rakov špic pa tako težke smeri. No, iz to družino smo se zelo ujeli in smo se poznali, vedeli smo, kako kdo pleza in vse. In tako da se najraje z njimi plezal. Sem pa pol tudi z drugimi, z Mihaličem recimo, pa s temi, imam tudi zelo lepe spomine. Včasih pa tudi, z enim sem šel plezati, pa je pod steno se premislil, da ne gre, pa sem šel sam, ne. Recimo, take se pač dogajalo, ne.
Moja sreča je bila, da sem prišel v to družbo, no, moram reči. Samo še ta zadnja misel, sem se spomnil, sem se enkrat z Marjanom, Manfredo, pogovarjal, pa je tudi neki besede nanesla v tele vaši peronospori, pa se je potem enkrat, pa nas tako mačkan izpod čela pogledal, tako hudomušno se nasmejal, pa je rekel, smo tudi kaj popili, pa se lušten imel. Ja, se je veš, ko je logično, ne. Ko smo kaj dolgo splezali, smo se pol seveda dobili v šteriji, pa kakšno pivo spile. Jasno, da smo, ne. To je bilo praznovanje, ampak obenem smo pa že delali načrt za naprej, ne. Ja. To je šlo vedno eno z drugim, ne? Eno z drugim, ja. To se je kar nekaj let super nadaljevalo, ne. Tako da. Marjonom sva bila tudi na odpravi vedno skupaj po šotoru, ker avtomatsko sva bila vedno skupaj, ne vem zakaj. Sva se fino ujela, ne. In, prej si govoril že o Hindukušu leta 70, potem je bil pa Makalu 72. Južna stena, prišli ste do 8000, ne, takrat Janko Ažman, rekord, veliko je bilo napisanega, veliko je ubesednega v številnih knjigah. Je bilo pa to kar težko odprava, ne? Tudi manj, da si rekel, da boš nehal plezati, da je bilo tako grozen. Mislim, grozen, težko. Nekateri so res nehali plezati takrat, saj kaj težjega, no. Mislim, eni so se celo obrnili na morje, pa so še začeli jadrati, ne. Premalo nas je bilo. Takrat je bila ta izbira daleč je presegala svetovni alpinizem, ne. Do takrat so splezali južno steno Annapurne, Angleži, in istočasno so bili v južni steni Everesta tudi Angleži, ki smo mi plezali južno steno Makaluja, ne. To se pravi, da smo prehiteli, mi smo bili zelo v zamudi v Himalaj, ne, Slovenci. Dohiteli smo in celo začeli prehitevati tiste, ki so že hodili, že pred drugo svetovno vojno so plezali v Himalaj, ne. In tako da smo, kakor je Aleš Kunaver rekel, če hočeš ujeti vlak, moraš teči hitreje, kot gre vlak, ne, in mi smo tle ujeli vlak, ne. Prišli do lokomotive. Ja. No, premalo nas je bilo, naj povem na koncu, smo bili v steni samo 4. In Aleš Kunaver, jaz sem bil nad taborom, na taboru 2, nad 6200, sem bil več kot 3 tedne. Sploh nisem šel več v bazo, ker toliko je že odpadlo zaradi bolezni in poškodb, da sem še transporte vodil, do mene so prišli višinski nosači, ki smo jih posebej plačali, ker so bili po vrveh, je bilo treba gor, da smo do tabora 3 pa 4 še nekaj spravili. Pa je pa prišel Aleš Kunaver gor in sva šla skupaj do tabora 3. One dva sta pa takrat v Štarice na petico prišla, postavila petico, Maležič pa Ažbana, ne. In mi dva sva jim potem nesla kisik še dodaten, pa nekaj hrane pa plina. In sva potem iz tabora 4 prišla do tabora 5, jaz sem bil pa tako, predolg sem bil v višini, ne. Takrat sem bil, to je bilo že 25 dan, ko sem bil na 6000 metrov, ne. In sem enih 20 metrov pod taborom 5 sem obvisel na vrvi in zaspal. Aleš je svoj tovor odložil šotor, one dva sta pa nadelavala kamin nad taborom 5. To je bilo okrog 8050 metrov, se mi zdi, ali tam nekje. No, poj sva tisti tovor obesla moj na štrk, to je tik pod šotorom, in sva se začela vračati in ure 2 bi mogla naslednji dan priti na vrh, ne. Sam pa so bile razne pripetije, vreme se je pokvarilo pa to in en dan nam je manjkal, ne. Midva se pa sestopala, tako da jaz sem pol na taboru 2
Janko ta počakal, ki je prvi se stopil pol, Matic je še gor stal en dan. Pa smo končali. Bilo je pa še to nekaj zanimivega. Mi smo imeli za poslovilo večerjo. Že prej v taborih je bilo še nekaj za jest, pa sladkor je bil, v bazi pa nič več. Ker je padel meter noga snega in domačini niso pa nesli hrane. Smo imeli naročeno. In smo imeli v bazi poslovili večer. Ena ekipa nas je šla naprej, da smo pregazili čez Barunla. Nosači so bili bosi, veliko. Ženske in moški iz Seduje. Poslednja večera je bila en bombon bajedera, pa en požir kruma, ki je en kuhni vstal. In naslednji dan, na 17 je šel naprej, obrok, čez dan je bil ena jetena pašteta. Smo jo razrezali na čiste enake dele. Pa kuhali smo čaj iz lišajev, pa iz tega brez sladkorja je bilo. In smo ogromno noga snega je bilo. Te nosači so odmetavali tovore, snežna slepota so dobivali, ozebline hude, vse sorte je bilo, to je bilo kalvarija. In smo prišli čez Barunla, dole do džungle in tam smo pod eno skalo prespali. En šerpa, ki je bil z nami, domačin je pa letel naprej že prejšnji dan in je prišel zjutraj en nosač z ogromnim košom enih gomoljev, podobno krompirjem. Kuhani so bili. Cel koš pa je stavil pred nas in smo cel koš spreznili. So bili kar trdi pogoji. Takrat je bilo kar hudo, ja. En kup nosačev je verjetno tudi dobil gangreno, polk so bili mrzline. Pa, ja. Mi smo in takrat vse, kar smo imeli, so vrečke polivinila, vse smo jim na noge vezali. Ker oni, ki so prišli gor, so prišli po snegu, ampak je bil trd, užil ležan. Pa je pa padel, no. Naslednji dan je pa 1 meter snega je padel. Pa že vmes enkrat, da je vse tavore podrli, ki je tudi 1 meter snega padel. To je bilo, 75 je bila poezija, vse smo vedeli, vse je bilo naštudiran. Tisti ta stari smo vodili te nove v navezah, vedno sta bila en star iz prejšnje odprave, pa smo točno vedeli, kje je treba, kje so klini, smo se še malo zapolnili, kje je smer. In je bila poezija. Pa še enkrat več nas je bilo. Sem pa zasledil, da si pa verjetno na ta drugem Makaluju na enem izmed višinskih taborov pa na orglice igral. Torej igraš tudi na orglice. Ja, na taboru 5. Ja. Mogoče imam višinski rekord nad 8000 metrov pač inštrument, čeprav sem jo take pikalo. Ampak je bila cela oktava gor, tako da sem igral. Fajn si se počutil, ne? Sam prejšnji dan me je zadev en kos ledu, ki je pa letel v koleno, tako da se mi je ta puhasta obleka razsvetela in so te puhe okrog letu, kar tak beli, kar bi snežili. No. In zjutraj sem pol štartal proti vrhu, sem pa čutil, da zelo me kolena na oboga. Ne. In če bi lažji teren, bi mogoče še poskušal, ampak bal sem se, kako bom dol prišel. Ker dol je bilo še malo slabš, ker smo bili zmeraj, da ni reševanja. Ne. Na tistih vrveh, ki je veter dneve in dneve drgdo po skalah, fiksnih vrveh, so bile ponekod že zelo, zelo prebrusane, ne, pa scufane, tako da pojem je moj edin cilj, da sam varno dol pridem, čez vse tiste prečke, pa tam je res kar, pa še nekje je bilo že pretrgen štrik, ne bo treba splezati. Je pa tam zelo strmono, trdo, leden pa tak. Ja, sej tudi o tem Makalujem verjetno še več, je tudi že zelo veliko popisanega, ne. Ogromen. In pa tudi posnet je bilo veliko. Tudi posnet, ja. Je pa še vedno tako, še vedno se pa kakšen novi detaljček, ki je doda, kakšen nov film ali kdo kaj dopiše, tako da se ta
slika skozi bolj izostruje. Ne. Tudi to, recimo, saj zame, ne, da si igral na orgelce, si predstavljam, da tisti, ki je bil v šotoru zraven, je mogel biti prav lušten. Ja. Malo za moralo in razpoloženje. Ja, pa še kuhal sem, takrat sem še to? počutil. Ja. Tudi zjutraj v enih 4 sem kuhal čaj. To je bilo zanimivo. Teh spominov je toliko, da si težko človek. Pa se včasih po parih letih se spomniš kakšnega zanimivega dogodka, ne. Da je pol ena celota nastane. Ko so že glih pri odpravah, to je bilo leta 75, 79, si že prej govoril, je bil spet ta Hindukuš. Kaj pa pol, si še kaj hodil? Šel si tudi v Ande? To v Andih je bilo bolj turistično. Šli smo na par vrhov, Ešinko pa tak, nič posebno težkega, mislim, bolj tako, me zanimalo, kako se je v Andi. In tudi se mi zdi, da mogo je če enkrat, da bi en tak odnos postavil. Tudi v slikarstvu sem nekaj slikal Ande, ampak premalo si nekaj doživel. Kot Himalaja sem jo zelo doživel, ne. Zlasti potem še v šoli, ne, za gorske vodnike nepalske. Sem več spoznal tudi ljudi, lokalnih ljudi pa to, ne, in čist drug pristop imaš pol kot tam, ko sem bil samo tako, bolj kot turist, no. Ker si že glih omenil to šolo, bil si v pravzaprav prvi slovenski ekipi inštruktorjev, ne? Ja, Aleš mi je, tako je bilo zanimivo, on je zbral denar, ne, in šola se je začela graditi in je bila že skozi zgrajena, ko smo prišli, in je hotel poslati 2 inštruktorja in je zbral mene pa Neveca Zaplotnika. In jaz sem bil takrat na morju in me je prišel na morje, me je najdel v Kaversadi, da naj rečem, če grem, pa da je treba kar nekaj se takoj cepati pa tako naprej, ne. Tako da je res želel, da greva mi 2. In sva prišla potem v to šolo. Najprej smo mogli seveda narediti načrt, ne, ampak oba sva pedagoga, tako da sva naredila učni načrt, pa posamezne teme, tako priprave malo, ne. Jaz sem plakate pisal, že doma s flomastrom, pa se izvil pol, recimo nevarnosti v gorah, pa vse take zadeve, ne. Da smo imeli potem posod obešene v šoli, ne. Ja, ta šola je bila Alešov projekt izjemen. Mi smo zagotovo veliko življenj rešili, pa poškodb pri domačinih. Te domačini, seveda, ti poznaš višino dobe naše, ki so tako pač v višini živijo, ampak enostavno tehničnega znanja takrat niso imeli, ne. Odprave so jih najemali, pa izkoriste čim bolj, pa je bilo konec, ne. In Aleš je pa že prej govoril, treba jih je naučiti plezati. To je tisto, ko treba jih je ribe loviti, naučiti, ne pa jim dajati. Ja. Tako v tem smislu, on je bil res izjemen vizionar in je naredil to šolo. Tako da zraven naj je učil še doktor Andlovic, Jože, on je bil himalajski zdravnik, ne, že prej. In smo speljali načrt izjemno, že na pohodu, takrat se je gor hodilo okrog 9 dni do šole, smo se učili orientacijo, pa to potem, pa smo imeli 2-3 dni teorijo v šoli, pa tam na bližnjih drevesih, pa na skalcah, ne, okrog šole. Pa smo še za 3 dni v Vorengo hribe, na 6, recimo Čulovo ist smo splezali 6300 ali koliko, čez se novo smer gor. Na Pisang Peak smo šli, pa take lepe vrhove, ne. In to je bilo praktično, pol hoja po ledeniku, pa navezovanje na ledeniku, pa vse te cepin pa dreze in to je bilo to. In je bilo zanimivo, zelo moram reči. In naslednjo leto sem bil pa vodja šole, je pa zraven še Belak, pa Vago Šlamberger, pa še ne padno, skratka.
Si bilo že več. Matijevc, ja. Ja, ta šola je res en tak velik prispevek slovenskega znanja, ne, pa ideje nepalskim gorskim vodnikom, šerpam in predvsem, ne, so bili tudi druga plemena in tako. Ja, v šoli so bile različna plemena. Največje bilo pa seveda šerpa, ne, logično, ker živijo v tistih krajih visoko gor, v gorah. Me pa zelo moti, ker eni pišejo šerpa z malo, ne, to je pač eno tak, ker smatrajo, da šerpa pomeni dosač, ne, to ni res. Ampak Ja. okej, tako je prišlo nekako navado. Je pa, takrat sem spoznal recimo na prvem tečaju, sem spoznal recimo nekaj teh, predvsem šerp, ki so pol agencije naredili, recimo Tataši, pa taki so agencije naredili in so od tega živeli, krasen živeli, ne. In tudi vodili trekkinge in to, bili so sposobni, dobili so diplome in so jih tudi odprave raje najemali, ker so imeli diplomo, da je pa znak, da je kot nepalski gorski vodnik, čeprav ni bil ta nivo, ki je v Evropi, a ne, ampak so pa poznali varovanje, poznali so orientacijo, poznali so en kup stvari, tudi prvo pomoč, in so bili bolj sposobljeni in tudi več so lahko zaslužili, ne. Danes ta šola v Manangu sameva. Ja, žal, domačini niso izkoristili te šole. Bi pa povedal še en lep dogodek, sem se ga zdaj spomnil, ker sem drugo leto, ko je bila šola, smo prišli in prvo leto smo ogromno posneli diapozitivov, naslednjo leto smo imeli pa s sabo, takrat nima tam nobene elektrike, ali kaj takega, ne, smo imeli generator s sabo in smo povabili vse vaščane iz Brage pa iz Mananga na projekcijo in te ljudje so prvič videli projekcijo diapozitivov, ne. In v šoli, noter v eni učilnici so imeli platno in jaz sem imel predavanje in pokažem kraj, diapozitivni vsi stremijo to sliko, ne, pa v naslednjem diapozitivu je pa domačini so bili in te ljudje so začeli noreti, gor skakali, s prstem kazali, to je pa ta, ne. Tako da, in so kot otroci, ne, čisto so bili navdušeni, frapirani in tako da, to je bilo pa tak dogodek, pol pa sploh nisem več kaj dosti govoril, samo dio se kazal, ker se ni dal, ne. Ja. Izjemno zanimiv, lep dogodek, no, pol so nas povabili tudi na njihov ples v Manangu, v eni dvoranci, tak večjem prostoru, no. In smo tam pol z domačini plesali, pa taka fajn fešta smo imeli na koncu tečaja. To je zelo prijetni spomini so bili, ne. Tako da, Zares je ta tvoja generacija tudi prejšnje že, ne, te sploh pionirske, če se zdaj samo govorimo o Slovencih. Ste živeli oziroma ste bili v alpinističnem času, ki je bil zelo lep, v takem zelo pristnem vzdušju. Sej ne, da danes ni tako, je pač drugače, ne, ampak takrat je bilo v tem smislu nekega pionirstva. več romantike je bilo, ne, danes. No, ali pa če tako rečeva, ja. Ja, danes se pleza v mnogo težje smeri, mnogo boljša oprema je, pa miselnost, pa trening, in mi nismo kaj dosti, naturen smo hodili malo plezati, ne. Ja. Pa smo se zagnali v kakšno steno, ampak se jih je veliko ubilo, ne, to je treba reči, takrat v moji generaciji, pa to je bilo kar veliko, vsako leto, eden, dva, tako da smo veliko na pogrebe hodili, ne. Ampak na pogrebu, takrat te malo stisne, pa naslednji dan pa že načrt delaš, kam boš šel naprej. Kam naprej. Neustavljivo. Ja, ampak se to je pa ena taka lastnost življenja v osnovi, ne. Je pa te peronospore, ne, zelo nam je pomagal Uroš Župančič. Ja. On je poznal Mitja Koširja, potem pa še nas zelo dobro spoznal, smo se večkrat srečali in njemu smo bili všeč, on je legenda, ne, on je premalo omenjen verjetno, povsod je Joža Čop, ne, okej, ampak on je prvi, ki je pozimi plezal, ne, in to brez da res. On je Travniško grapo pozimi splezal, take zadeve, ne.
poleg tega hudečega stebra, pa takih smeri. Ja. Izjemno dober alpinist, plezalec in veliko nam je svetoval tudi. Ja. Pa je kazal razne stene, pa je rekel, tam še noben ni rezal, pa taka, ne. Tako da, tam iz amfiteatra na uno stran, vse take stvari. Tako da so To je bil nek take vrste mentor. Nekakšen svetovalec, ja, mentor, in kar za zgled nam je bil on. Ja. On je pripeljal, ki je bil star več kot 60 let, je pripeljal mladino gor, mlade plezalce, jeseniške, so šli iz Kranjske gore peš, da je lepo zima. Je on prišel, pa smo rekli, sam, ne, rekel, ne, voda me, ne, skupinco, ne. Ja, kje pa so? Ja, rekel, se jo prišli. Ja, pol ure kasneje so gor prišli. Ja, zanimivo. On je bil tekač, ne, mislim, tako je šival, da je neverjetno, ne. Ampak vidiš, kako je zares to mentorstvo ali pa ta stik starejših z mlajšimi plezalci, alpinisti je bil vedno pomemben. Včasih sploh je bilo manj informacij, ne. Ni bilo vodnikov, ni bilo pač enostavna beseda, pa če ti kdo kaj pokazal, ne, kje je frej, stena ali kaj takega, ne. Danes je vse dobiš takoj na spletu, ne, tako da ni problema, vse informacije. Ja, sam se veš, splet ima pa tudi svoje Ja, pomanjkljivosti in slabosti in omejitve. In nek tak pristen stik, ne, če sploh pa plezanje alpinizma ali pa nasploh česarkoli v gorah, si treba, malo teorije že, ne, to je pa treba iti v hribe, ne. Seveda je ena teorija, poznal sem ljudi, ki so ogromno vedeli o zgodovini plezanja, o vseh stenah, ogromno podatkov, ampak zelo malo, da so kam šli. So bolj govorili, pa delali vtis, da so izjemni alpinisti, ne. Pa niso bili ne vem kaj, ampak so taj zdobili zadovoljstvo, ne, saj to je v redu, ne. Si pa gore ti, pa alpinizem nasploh vedno gledal, recva, skozi še majčkeno drugačne oči. Ne zgolj kot nek športni dosežek, ampak si videl še kaj drugega. Kar si ne nazadnje, če zdaj v enem stavku to naredim, strnem, si popisal tudi v svojih 2 knjigah, pa še v kakšni v soavtorstvu, predvsem pa kasneje pol tudi, ne, skozi svoje slikarstvo. Ja, vsaka človeka pravzaprav narava na nek način vzburi, jo občuduje na razne načine. Nas so pač alpiniste bolj gore, ne. Ene gozdovi, ene morje, in ko sem jaz prvič začel bolj resno hoditi v gore, najprej po teh feratah pa normalnih poteh, ne. Moja prvih slik v zvezi z gorami so moji gojzarji. Ko sem dan prišel, sem gojzarje postavil, pa rdeče štumfe so imeli takrat vsi do kolenke, ne. In sem jih tam, kar enkrat imam še to sliko hranjeno v olje, na papir, z kuhinjskim oljem sem rdečo barvo. Sem to naslikal, tiste gojzarje. Sem bil ponosen na njih, so bili ta prvi gojzarji moji, ne. No, kasneje sem pa, mislim, da bolj, če zelo dobro poznaš gore, da jih lažje naslikaš, kot čas gledam kakšnih dobri umetniki, ki naslikajo gore, nekje v ozadju, karkoli, vidim, da pravzaprav si ne predstavljajo čist, kako izgleda ta prava stena ali kaj takega, ne, da so to taki različni koti, da različne zajede, pa to je že en francoski impresionist rekel, če hočeš dobro naslikati ženski akt, ne, moraš model prej pobliže spoznati, je rekel. Tako da, z tega vidika imam jaz gore, se mi zdijo zelo slikovite, zelo zanimive, jih pač tudi drugače doživljam. In na sliki marsikaj nezanimivega spustim,
dam tam meglica, če so oblak, recimo lahko, ker ni, tisto, ki me pa najbolj pritegne, pa včasih še poudarim, ali z barvo, ali povišam, ali karkoli, da pokažem tisto doživetje, ki se ga sam doživel, ko sem videl ta prizora, ne. Tako da, ja, motiv, pa nas so vse v zgodovini, to je Frances Zupan pisal zgodovino teh podob gorskih, ne. Kdo so bili prvi slikari, ki so podobili gore, pa nas pa tako. To je, mi smo pač pod gorami doma in hvala Bogu, imamo tako kuliso okrog sebe. Jaz recimo v kakšni Vojvodini bi zelo težko živel. Ja, si predstavljam, tukaj imamo res privilegij, ampak kje si pa, ali pa kako si pa začutil, da to svoje izražanje, ker namreč sej tudi alpinistka pleza pač prvenstveno smer, pa ne nazadnje tudi če ponavlja, ne, že z načinom, slogom, odnosom se nekako izražaš, ne, ko plezaš prvenstveno smer tudi na nek način, ne. Tudi Messner je rekel, da smo alpinisti, kako je rekel, ustvarjalci niča, ne, ki rišemo neke črte čez stene in neke linije rišemo in tako. Ampak kje si začutil, kako da se boš izražal iz tega, kar doživljaš, občutiš v gorah, tudi na tak način, kot se zdaj zlasti v zadnjih letih ali pa celo desetletjih, ne, odkar bolj poglobljeno ustvarjaš. Pravzaprav je to prišlo zelo spontano. Jaz se ne spomnim, da bi rekel enkrat, to pa moj glavni motiv zdaj naprej, ne. Ker jaz sem delal veliko tudi tihožitja, jaz sem slikal potem figuro, ne, portrete, vse sorte. Ampak potem pa nekje doživiš, malo drugačen občutek dobiš, tako da se mi zdi, glede na svojo slikovitost, pa na moje izkušnje v gorah, da je to logičen razvoj bil, ne. Čeprav je en motiv, ki ga večkrat obravnavam, je tudi ptičja strašila, ne, ki so pa nekak simbol, skrit simbol človeka, pa začel se je pa tudi tako, ne, slučajno, ko sem imel na Sorškem polju, sem imel stezo za tek na smučeh, ne. Sem sam naredil tak velik krog in sem večkrat šel tja popolne teč in sem pol videl eno podrto strašilo pod snegom, ne. V bistvu ni bilo več v službi, ne. Ni bilo ptic, pa tako pridelkov in tak super prizor se mi je zdel. Tako je tak filozofski pogled sem v nanj in sem rekel, pa sem pa začel upodabljati, ne. Tudi tle sem naredil pred ateljejem, včasih nisem bil tamle zaprt, sem naredil strašil iz slame, iz vsega za model, ne. In so ljudje mislili, se mi je malo zmešal, ne, strašil delal. Ampak se mi je zdel tak, potem sem pa združil, ne, ptičja strašila na Sorškem polju, recimo, ko sem velikokrat tam bil, pa vzad gore, ne, Storžič, pa to se super vidi, ne, pa tudi Kamniške in tako da sem potem, zadnje slike sem potem pa združeval ta oba motiva, ki so me privlačila, ne. Ja. Bom pol pokazal kakšno sliko. Z veseljem. Tudi opazil sem že večkrat, da tudi razni osamelci ali pa kakšne korenine ali pa kaj takega, da tudi to rad upodabljaš. Ma tudi kaj so simbolike vzad? Viharniki nedvomno, ne, ker so prispodoba neki zdržljivosti, trdosti, ne. Viharnik v gorah leta in leta stoji kot viharnik, ne. Enega hribovca sem poznal, ki je veliko v gore hodil, od Jule, je tam na poti na Krederco, tam pod Tožcem noter, ki je en tak viharnik rasel, čist nizek, tam na robu. In je rekel, ko je tale dol padel, pa jaz točal. Ne mi vedno govoril. Neka prispodoba. On je še zdaj tam. Še zdaj, ja. Saj da zadnje sem bil tam in bil še, ne. Bolj prispodobe so viharniki, ampak struktura, ta barva
lesa, ker nekako srebrna rata, ne, pa nekaj toplih odtenkov je notri, to me je pa zelo privlačilo, barvno, ne. Ja. Jaz nisem izrazit kolorist, da bi zelo barve, osnovne barve uporabljal, bolj tonski slikar sem, ne. Te odnosi, bolj fini odnosi me zelo zanimajo in pri Hardiku je veliko tega, ne. Ko glih te tone omenjaš, zdaj sem se spomnil, da je v tvoji knjigi, prvi knjigi, o kateri mogoče lahko tudi kakšno besedo kasneje rečeva, je Marjan Krišelj v taki zelo lepi spremni besedi, pravzaprav tako kar konkretno poglavje, ki je zelo lepo namenjeno tebi, tvojemu alpinizmu, tvojemu ustvarjanju, tebi kot človeku. Ampak tam tudi opisuje, da imaš en tak poseben odnos do sive barve. Ne, ker mnogi imamo, ne, tudi tako majčkeno nakaže, kako je sivina za mnoge taka malo dolgočasna, brezvezna, nekje tam novembrska, januarska, ljubljanska barva, ki te tako malo otožnega dela, ampak te pa pomeni nekaj drugega. Ja, v bistvu gre za barvne sivine, ne. Sivi se vedno doda neki, ali malo modrikasto, ali malo bolj toplo deluje, ali kakorkoli. V bistvu je me pač te drobne razlike tonske me privlačijo, ne. In slučajno je siva tista, ki mogoče tudi kje prevladuje, ne. Ampak potem pa kakšen detajl, ki pa ki je več barve, močnejša barva, seveda mnogo bolj izstopa. Čeprav ni treba, da je čist iz tube osnovna barva, ampak samo da je ena topla barva vmes, ne, pa že takoj dobiš tisti kontrast, ki ga želiš. Intenziteto. Simultani kontrast, ne. A je mogoče tudi lahko kaj povezan s tem, da so naše gore sive barve, ne? Pa tudi sicer je sneg, je velik del gora, nebo je tudi mnogokrat sivo. Saj je zares veliko teh odtenkov, ne, pravzaprav. Ne bi rekel sivo, ampak barvna sivina, ne. Siva je bolj, vedno je v sivini neka še barva, skoraj vedno, ne. Tisti, ki majčkeno bolj spremljamo tvoj alpinizem, pa tudi sicer, kar počneš, tudi veliko, tudi že govoril si o tem, tudi zapisano je že, si dostikrat govoril, pisal, da so te zlasti te alpinistične ture pa celotne odprave, ne, si vrh dojemil zgolj kot eno točko v celotni zgodbi, ki niti ni nujno najpomembnejša. Da te je na teh, če rečeva procesih, ne, ali je to dnevna tura ali pa celotna odprava, pritegnil pravzaprav zelo veliko stvari. A mi lahko poveš kaj več o tem? Ja, videl sem pri nekaterih prijateljih, alpinistih, cilj je bil bistvo. Če niso dosegli cilja, so bili silno razočarani. In vse so naredili samo vrh, to je bilo bistvo, ne. Vse so podredili temu. Meni se je pa vedno zdelo že pot do tja, pa nazaj, pa vso dogajanje se mi je zdelo zelo pomembno, ne. Pa v te odnosi tudi med človeški, pa pokrajina, to so vedno mogoče gledal malo širše to, ne. Seveda cilj je bil vrh, ne, ampak ne za vsako ceno, oziroma prisluhnil sem tudi drugim zadevam, pa gledal sem druge zadeve, da bi jih bolj doživel celoto, a ne. Zato, ker samo plezanje je premalo, saj noben samo ne pleza, ne. Alpinisti veliko doživljajo. Če pogledaš, v nobenem športu ni toliko knjig, toliko filmov. Ogromno alpinistov piše, skoraj vsak napiše knjigo. Ne, nič nima proti drugim športom, ampak en dvigalcu teži verjetno ne more napisati knjige v svojem športu, ali pa bi bila, mislim, nas sili, če rečemo, da je alpinizem šport, ne, nas sili v izražanje. To se pa vzbuja globoka čustva in to povzroča, da hočemo fotografirati, da hočemo pisati
snemati in to je to. Ne. Ker prej sva že omenila tvojo, napisal si dve knjigi, Congma je hodil spredaj in pa Sledovi ptic. In sploh ta prva je tako mačken nečist klasična, bom rekel, alpinistična, kjer je neka taka strnjena zgodba, ampak za tiste, ki je mogoče še niso prebrali, toplo priporočam sicer, ampak si iz tvojih dnevniških zapisov potem razne prigode, utrinke, doživljaje nekako po glavjih, če grdo rečem, razmetal, ampak ko pa nekako prebereš celotno knjigo, se pa tako nekako strne v neko tako celoto, ki je mogoče na začetku ni čist na prvi moment smiselna, ampak potem se pa nekako zaobkroži. In če še potem prebereš to spremno besedo, ki sem tudi že omenil, od Marjana Krišlja, je pa potem vse skupaj bolj razumljivo. Vsak alpinist prebere kakšnega Hermana Bulla, pa take knjige, to je za nas bila Biblija. Ampak poznaj sem pa bral tudi nekaj knjig, ko opisujem, potem sem zlezel 2 metra, zabil klin, upel, potem je bila težka prečka, potem sem to je opis plezanja. Vsi na dolgo časa rata, čez nekaj časa, zato sem jaz rekel, treba je, pomislil sem pri sebi, jaz bom napisal tiste druge stvari, ki se dogajajo, ne samo kako zabijaš klina, ker v alpinizmu je ogromno doživetja, ogromno se dogaja, zato sem pač poskušal malo drugače narediti to. Kratke zgodbe so pa dejansko so v bazi, ko imaš čas, si napišeš vtise, in potem doma to malo predelaš. Začeli si tako, da sem za radio napisal nekaj kratkih prispevkov in potem je Marjan Krišelj, ki je bil urednik, rekel, da bi bila to dobra knjiga in je dosegel, da je bilo to objavljeno. In to dokončno je tudi potem ta knjiga nastala. Potem si pa še drugo napisal, Sledovi ptic. Ja, z leti se nabera veliko takih stvari. Pol sem študiral, da bi mogoče eno debelejšo, večjo napisal, ampak to so že toliko teh knjig je v alpinizmu, da se mi zdi, da ne bi bilo treba še ene, ali pa da bi bila zelo drugačna. Je pa zanimivo, da sem se spomnil na knjigo, ki imam tudi na policiji od Frančka Kneza. Pa ne bi pa lih nasprotno pričakoval, da bom opisal, kako je kaj splezal, ampak on pa čist filozofira nekaj čist drugega. Ožarjeni kamer. Ja, to. On je pa ravno obratno, nepričakovano zanimiv. Zelo rad sem bral od Miheliča knjige, pa to, on je pa tak poetičen jezik in to je bilo meni všeč. Tako da, takrat se pravi, jaz sem že rekel, alpinizem ti da toliko, da moraš se nekako izražati to, drugim pokazati. To imamo tudi predavanja, pa se to, da bi pokazal drugim. In enostavno je to bogat šport, če ga rečemo, da je šport. Vsekakor. Sem pa tudi skozi leta marsikaj opazil pri marsikomu doma predvsem, da ima tam nekje nekdo na posebnem mestu, kakšni dnevni sobi ali kuhinji, jedilnici, kjer pač ljudje slike imamo, da je pa tudi tvoja slika. To predvsem v teh naših hribovskih plezalnih alpinističnih krogih. Jaz sem vesel, če za nekaj vem, da so v kakšnih takih prostorih, ko so prijatelji, ali so dobili za rojstni dan, kakšno sliko, so dali darilo ali pa so kupili kakorkoli, ampak če jim to nekaj pomeni, da imajo to na steni, sem samo vesel lahko. Seveda so nekaj podobnega doživljali ob sliki, kot sem jaz doživljal. Ja, ker moje laično umetniško oko
bo reklo, da so tvoji motivi taki zelo prepoznavni, zelo elementarni, zelo ne nekaj eksaktnega, nerazumljivega, ampak zelo taki, s katerim se ljudje lahko poistovetimo, ker pač vse to, kar tudi ti rišeš, mi dejansko skozi svoje očesa seveda vidimo tudi v gorah predvsem, ne? Ja, predvsem je ta narava, ki je podobljena, zelo nedotaknjena, ne. Jaz redko sem postavil človeka zraven na sliko, ne, v gorah. Bolj tako nekje, ko sediš v samoti, gledaš pa naravo pred sabo, ne. Sem delal tudi človeško gas, ne, na snegu. Bom pa pokazal. To se pa, da bi prisoten človek, da bi eno zgodbo, ne. Nekdo je tam šel mimo, ne. To s tem poveš, pa gledalec reče, kdo pa to bil, ne, pa kaj takega, sam pri sebi. Ampak drugače pa ta nedotaknjena narava mi je pa najbližji v bistvu, kot ni človeških sledi, ni ničesar, ne. Samo gore. Ali pa drevesa, ne. A pa misliš, da nasploh takale likovna umetnost, da je, če bom rekel, dovolj prisotna danes v družbi, a se ti zdi, da je prisotna, ali je dovolj prisotna, ali bi po tvojem mnenju morala biti bolj prisotna, ali ima kakšno vlogo, ali ima dovolj te vloge, ali bi mogla imeti več vloge? Kako kaj gledaš na to? Jaz mislim, da to je čist stvar posameznika, ne družbe. Družba je itak likovna umetnost, v tej delajo likovna umetnost zelo na prelomnih obdobjih, ne. Je toliko enih drugih načinov prikazovanja svojih idej in to, da klasično slikarstvo dela, ni veliko klasičnega slikarstva več. Da bi nekdo se usedel za štefalaj pa namalil nekaj, tega je vedno manj. Tudi na akademiji se daj drugače uči, ne več tako klasično. Včasih je bilo treba najprej osnovno risanje figure in vse človeka in predmetov. To je bilo tisto železni repertoar, ki je bil osnova vsega, pa barvanje in tako. Danes je pa toliko drugih raznih načinov izražanja, da to izgublja malo pomen, ne. Ampak ljudje še vedno najraje vidijo eno sliko, ne. Vsaj tisto v starem klasičnem pomenu, ne. In če imajo ko radi v hribe hodijo, kakšno tako sliko na steni, mu to nekaj zbuja, neka čustva, ne. Neke spomine ali karkoli. Tako da jaz sem tudi pravzaprav zelo klasičen slikar. Tudi probal sem zelo abstraktno delati, ali pa akcijsko slikarstvo, kot se to imenuje, iz Amerike je prišlo pa take zadeve, ampak na koncu sem gotovo, da po nekaterih slikah, da nimam več česa povedati, da sem vse že povedal. Če pa delam realistično, približno realistično, imam pa ogromno še prostora, da lahko delam. Si imel kdaj kakšnega, nam rekel, vzornika ali pa bolj mogoče kakšno obdobje iz umetnostnega obdobja, ki te je še posebej inspiriralo, ali pa kakšen umetnik, mogoče ne samo po delih, ki jih je ustvaril ali ustvarjala, ampak tudi zaradi nekih mogoče bolj nazorskih, filozofskih, idejnih pogledih? Seveda, vsak, ki se ukvarja s slikarstvom, ima neke svoje vzornike, ki jih občuduje, čeprav se to spreminja z leti, ne. Kot sem bil mlad, impresionizem za tisti vrhunec upodabljanja, potem se pa to zelo spreminjalo. Tako da od naših slikarov mi je zelo blizu Anton Vojmir Kos, ne. On je bil sicer je podabljal na tihožitja in to zelo realistično, ampak na izjemen tak subtilen način.
Potem je pa še en kup drugih slikarjev, težko bi se zdaj za enega odločil. Ne? Ja. Tudi moji profesori sem jih občudoval. Tako da težko izbrati, recimo od klasičnih teh pomembnih slikarjev je pa mogoče Paul Cézanne, ki je bil pa začetnik modernega slikarstva. Ne? On je naredil prelom, on je barvno modulacijo, ki je začel delati, pokazal čist nov sveta. Ne? In tudi brez Cézanna ne bilo Picassa, ne, recimo, pa tako naprej. Tako da eni so bili zelo pomembni za novo način dela, ne, ko so odkrili novo, kar deli, recimo, nadrealizem ali kaj takega, ne. Pa res pa Kregar, ne, je bil izjemen slikar, ne, Stane Kregar. No, ne, pri Kregarju je to zanimivo, on je kot nadrealist začel, ne. Potem je šel pa v abstrakcijo, naš prvi abstraktni slikar, prvi nadrealističen slikar, je spremenil stila. Ne? Tako da, ja, vzornikov je ogromen, ampak vsak ima svojo pot in ti moraš pol najti svojo pot. Ne? In tem ustrajati, ne posnemati, ampak ustrajati na neki tisti, ki ti najbolj privlači. A imaš mogoče kaj stika s kakšnimi mlajšimi slikarji danes, z mladino, če tako rečem, a pride kakšen mogoče kakšen nasvet, kako narisati triglavsko steno ali pa karkoli že? To niti ne. Te mlajši slikarji imajo druge pristope. Jaz tam na društvu likovnih umetnikov, ne, ko sem član, tam se srečujemo, ampak bolj klepetamo s tistimi bivšimi sošolci pa svojo generacijo, ne, ki imam podobne poglede, pa to mlajši imajo pa danes čist drugačen pristop. No, se pravim. Mogoče, ker sva že toliko stvari obdelala, eno stvar so pa pozabila, in sicer veliko si skiciral slovenskih sten, slovenskih plezališč za športno-plezalne vodnike. Tisti, ki smo že dosti dolgo časa na sceni, ne, zdaj novodobni imajo po večini ne vse fotografije, pa vrise noter, ampak prej je bilo pa zelo malo fotografij, pa zelo veliko skic, pa vrisi smeri, to so bile pa sploh pri Siddhartinih vodnikih plezalnih, športno-plezalnih, so bile pa te skice tvoje. Ja, ker vsega se ne da fotografirati, ne. Tudi zdaj z droni, ki so drevesne krošnje včasih čisto do stene, ne. Recimo Kotečnik, tam sem cele dneve risal ogromen sten, ne. Ampak dveje so čisto do stene in prideš v spodaj, v bregu je, prideš v spodaj in vidiš do prvega previsa, gor pa ne vidiš več stene, ne. In se moraš pa nekako, ne moreš narediti tako, da če bi gledal naravnost en motiv, ne. Ker to ni problem narisati. Ja. Da moraš pa nekje pol študirati, pa se odmakne, da drevesa sem lezel po vse sorte, da bi videl, kako izgleda, ne. Ker se od nikoder ne vidi. Kar ko plezaš, pa vidiš, ne. Začel se je pa tako, Janez Skok mi je enkrat rekel, v Trentu sem bil, ko sem bil na festivalu, sem bil v žiriji, ne, za te gorske filme. In je on tudi prišel in je rekel, če bi narisal plezališča po Sloveniji, se rekel, kdo pa to kupo, ne. Se vsi poznamo, Turanc, pa še ne dva, tam na Bohinjska Bela neki. Je rekel, boš videl, to bo šlo, ne. Pa sem pa začel in takrat je bilo 28 plezališč v tem prvem vodniku. Zdaj je pa čez 90, ne. Ja. Pa sem delal s Tomatom Česnom. No, te prvega sem delal, Tomat Česen je delal opise smeri, oziroma jaz sem risal, no, on je pa vse ostalo naredil, pa sem pa delal z Markom Prezlom. Tako da se je to skozi leta samo recimo en osp, ne, tam sem jaz 14 dni visel, pa risal tiste stene. To je mogočna zadeva. Sam pri tem se saj vidi, ne, kakor toliko. Lažje je bilo na Istri risati, ker na Istri imaš pa stene, manj je zarašen, niso drevesa čisto do stene, ne. Ja. Tam se bolj vidi, ne. Zanimivo,
ker pač se veš, na koncu mi uporabniki vodniček odpreš, tam je neka skica, sploh ne razmišljaš, da je to vzad velikega dela. Včasih je zelo težko približno narisati nekaj v razmerjih, pa nekaj logično, pa glavni razčleme, ti moraš to ogromno spustiti, ker ne moš vseh detajlov narediti, ne. Samo glavne previse pa zajede ali karkoli, ampak to sem se velikrat zelo matral, sem bil fajn zmatran, ker sem tam ene 3 skice naredil. Pa še včasih sem iskal, sem sam približno opis, kje je plezališče, ne, pa sem pa iskal tam celo uro gor pa dol, da se najdu, ne. Ja. Zanimivo. Sva v tvojem ateljeju, pri tebi doma, tukaj noter ustvarjaš. Večina ustvarjanja se zgodi tukaj. Kaj ti zares pomeni tale prostor? Ja, večina ustvarja tukaj, ja, dejansko, ne. Včasih v naravi, ki fotografiram ali pa ki skiciram, si kaj zapišem, ki je zanimivega, da imam pol asociacijo, oziroma da si zapomnim, drugače pa to delam. V bistvu, odkar sem v penziji še več, ne, že prej sem čim več poskušal, ampak prej so bili hribi, služba pa je bilo veliko manj časa, ne. Zdaj imam pa to, kot da bi hodil v službo, zjutraj grem dol, pa delam nekaj ur, ne, pa še popoldne mogoče kakšno urco. Če je pa lep dan, lepo vreme, pa gobe rasejo, pa karkoli, pa gre pa seveda, me pa ven potegne, a ne. Ja, tle imam tak krasen mir, pa dobre pogoje, no. Dosti velik prostor za enega, tako da sem zelo zadovoljen. Sem pa s časoma dogradil tam zunaj ta predprostor, ki imam shrambo slik, pa to slike se nabirajo, ne. In en tak mir ima tukaj dot. Včasih pa tudi grem dol, čeprav ni treba, če ne grem slikat, ampak da v miru, ki je razmišljam, malo pa preberem, tako da. To verjamem, si predstavljam, tako vsi čas rabimo, samo čas zase. Ja, to se hoče reči, ja. Je pa tale atelje verjetno specifičen še v enem smislu, poleg tega, da pač ustvarjaš in ustvarjaš slike z gorskimi in podobnimi motivi, da je hkrati tudi še taka alpinistična knjižnica, kjer imaš, vidim, da kar dober železni repertoar slovenske alpinistične literature. Ja, seveda, kot bralec in tudi kot človek, ki je pisal, me seveda to zelo pritegne, in če vidim novo knjigo o alpinizmu, ali si jo sposodim ali jo kupim, jo moram prebrati, ne, tako da včasih velikokrat tudi od avtorja dobim kakšen izvod, če se dobro poznamo. Ja, ta knjižnica je tudi dokaz, koliko alpinistov dobro piše, ne. Ne samo svetovnih, ampak tudi slovenskih, ne. Imamo toliko dobrih knjig na tem področju. Pa so pa seveda knjige o slikarstvu, o umetnosti, se pa tudi z leti nabere. Seveda, ja. Ja. Moram reči, da sem vse te knjige prebral, ne. Pa že veliko pozabil, kaj piše. Včasih grem pa nazaj pogledat kaj. Ja. Danilo, hvala za tale topel sprejem, pa za super pogovor. Ja, hvala za vprašanja, za druženje.